svetlobe ne morajo imeti.
Sara, po napornem dnevu se mi prav prileže malo počitka. Kaj bi pa počela? Nič se mi ne da. Raje pogleda kakšno novo oddajo. To pa zveni zabavno. Ajde, daj mi daljinec, da poiščem. Kaj dela to? Jojte, ne, nič dobrega ne najdem za gledat. Torej, menjajte kanal, da ne zamudimo milijonarja. Ale, zamenjaj program. Dobrodošli na Daj želim biti milijonar. Z vami sem voditelj Jan Dežek in na oder vabim tekmovalki Kimi Sparcaga in Rebeka Svetega Petra. Pozdravljeni, ali sta pripravljeni postati milijonarki? Seveda, ta trenutek sem čakala celo svoje življenje. Boljše bi bilo biti bilionar, ampak naj bo. Vidim, da sta pripravljeni, tako da lahko začnemo. Na voljo imate 4 pomoči, klic v sili, glas ljudstva, polovičko in pomoč voditelja. Prvo vprašanje, Rebeka. Katera roža na sliki? A. Vrtnica, B. Tulipan, C. Orhideja ali D. Marjetica? Jaz sem prepričana, ali Marjetica ali vrtnica. Čas teče. Jaz bi rekla, da je vrtnica. Odgovor je pravilen. Nadaljujemo z drugim vprašanjem. Koliko visok Triglav? A. 2565 metrov, B. 2664 metrov, C. 2864 metrov ali D. 2950 metrov? Še 10 sekund. Na voljo imaš še 4 pomoči. Uporabila bom klic v sili. Prav, koga boš poklicala? Dober dan, Dušan Gabriel pri telefonu. Dobar dan, sem na oddaji milijonar in potrebujem vašo pomoč pri enem vprašanju. Imamo še spet neke težave s problemi. No, kakšno je to vprašanje? Koliko je visok Triglav? To smo se učili v 7. razredu, možno bi vedel. Veš kaj, če govoriš pravilno, dobiš dvojko v dobrem. Ne spomnim se, zato sem vas poklicala. Dobro. Triglav je visok 2864 metrov. Torej B. Odgovor je pravilen. Za odločitev zmagovalca bom postavil še eno malo težje vprašanje. In to prvi teoriji nanj zmaga. Vprašanje naslednje. Koliko držav trenutno v Evropski uniji? A. 28, B. 27, C. 26 ali D. 44? Jaz bi rekla, da je v Evropski uniji 44 držav. Ne, toliko jih je v Evropi, ne pa v Evropski uniji. Če jih ni 44, pol jih je 27. Odgovor je pravilen, kot nagrad dobiš pokal. Kje pa mojih milijon evrov? Nasjenje. Kaj spet te reklame? Kaj če si gremo narediti nekaj za jesti? Ja, prinesite še meni.
jutri imam ocenjevanje kemije, jaz pa nimam pojma, kaj naj naredim. Ste že kdaj imeli naslednji dan ocenjevanje, vi pa ste se pozabili učiti? Imamo rešitev. Samo vzemite tablete za spomin in vse si boste zapomnili. Naslednji dan. Bravo, Žana, dobro si se naučila, dobila si 5. O, lega, Patrika. Imate nekaj, se niso prijavili, da so ima talent. Čisto sem pozabil na ta šov, pa gleda, kaj je letos novega. Kje imaš Zelinca? Ma ne vem, prav, ker je bil tukaj. Čakaj, grem po rezervnega, da ne zamudiva. Na, tu ga imaš. Še dobro, da mu v hiši tako velike daljince. Dobar dan v novi epizodi Sočolje ima talent. Z vami smo žirija, jaz, Did, Sweet in Liam. In naš prvi talent danes je kitarist Luka. In Luka, kako si danes? Dobro sem. Lepo, lepo. In od kje prihajaš, Luka? Prihajam iz Sarajeva. Lepo, lepo. Koliko časa si že v Sočoljah? 4 let. Super. Oder je tvoj. Luka, meni osebno je bilo fenomenalno, kaj si vi da mislite? Luka, če bo še tako ustrajal naprej, ti bo sigurno uspelo, tako da bravo. Se strinjam z njim. Sedaj na oder vabim plesno skupino Forever. Kaj ste nam pripravili?
Dober dan, mi smo Forever, z vami smo Olja, Kim, Viktorija in Tijana. Koliko časa že plešete? Približno 5 minut. Oder je vaš? Ta nastop je bil odličen, fenomenalen. Kaj pa videl mislite? Jaz osebno ne verjamem, da ste plese, vadili samo 5 minut. V glavnem pesem je malo zmotla, ampak naj vam bo, no. Za na konec pa še na oder vabim naše pevke. Kaj boste zapeli danes? Danes vam bomo zapeli pesem Call Me Maybe. Gave me
Pozite, se pravi, to je bilo odlično. Kaj da reči gre? Odlično. Se strinjam z njim, vidi, kaj misliš. Meni je bila pesem ful všeč, sem hotel se vam kar pridružiti in začeti jaz tudi pet. In hvala. No, to bo to za današnjo epizodo Sečole ima talent. Upam, da ste uživali. Vse je. Pa smo se malo zaklepetale. Pejte jih viska, da se malo razgibate. Ma zakaj jih ne morete vi? Da greva mi, da bo še poklepetala. Evo kokice. Kje imaš Teneja? Ma v žepu. A ne, tu ga ni. Ful smešno. Ma kali za reklame sem prišel. Ste kdaj pomislili, da ste prepočasni? No, za vas imamo rešitev. Cepivo za hitrost. Zatem se vrnite na vodila in ob neželenih učinkih se posvetujte zdravnika ali s farmacevtom. Joj, veš, na koga sem se zdaj spomnila? Kaj misliš na učitelja Dušana? Ja, kaj se spomniš, ko nam je rekel, da prepočasi pišemo in da rabimo cepivo za hitrost? Ja, zdaj si ga lahko končno kupimo. Končno neki zame. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, v olimpijskem letu 2025. Začeli bomo z 1-na-1 igro košarke in naš prvi tekmovalec je Tenej Kokošinek! Ali imaš kakšno besedo za publiko? Ja, danes boste videli, kako velikan postaneš krat. To pa so težke besede našega Teneja. In proti njemu je še naš ene in edini Vid Slamnik. Vid, kaj pa boš ti rekel na vse to? Jaz bi se rad zahvalil mojim staršem, še posebej moj mami in očetu. Prejšnji človek brez katerega ne moremo niti izpeljati je Luka Čiligo. Ok, fanti, hoče pošteno igro brez faulov in ne igrat grdo. In te ne gre na koš in ni zadev in Ne more. 1-0. In te ne napada. In te ne ni niti obranil.
še zadnji koš, ki bo odločal v vsej tej igri. Vid je zgrešil na polno. In zmagovalec olimpijskih iger je Tenejko Košline. Nadaljujemo še na badminton, ki gre do 3 točk in je v dvojicah. Alo, ne tukaj, alo, zaote, kaj je z vami? No, namesto navadnega badmintona bojo naše prijazne sošolke Tijana in Eva prišle in držale mrežo. In tudi ste malo spremenile celotno igro zaradi tega. Naša prva ekipa je Louis Vuitton! Proti prvi ekipi pa je Tanko Gabbana. Pomota. Badminton klub Sečovlje. Imamo tehnično napako, ni žogice. Prvo servo ima Lijan. In začnimo z igro. In Tijana in Eva se obračajo. In kako to branijo te žogice. In vidi, greš v žogico. In vid servira. Gabriel. Vid, kakšna igra pa je to. In spet naš Gabriel servira. Kakšna ekipna... Mislim, kakšna igra to? 2-2 je. No mora zmagati Sečovlje. In Patrik je rešil žogico. Patrik! Igra je bila res predstavita, hvala sošolkam za držanje mreže. Ampak šampioni ostanejo šampioni, tako da Louis Vuitton obdrži pokal. Ja še čakamo. Hvala. S tem končujemo olimpijske igre 2025 in lep večer še naprej. To pa je bilo kar napeto. Kaj pa je bilo tukaj napetega? Kaj si gremo raje malo ven na zrak? Ja, Pakota danes še nisem peljala na sprehod. Ajde, gremo. Ojoj, ne. Tam pa mi se bo Revmo dobil. Pa Revmo boš dobil, ja. Pozdravljeni, dragi gledalci. Se tudi vi zjutraj težko spravite iz postelje? Zamujate v šolo, na treninge ali celo na baleto?
To poznate, kaj ne, ampak brez skrbi. S ponosom vam predstavljam našo najboljšo rešitev za vse zaspance. Profesionalno budilko Terminator. To ni navadna budilka, je profesionalec, ki vas budi hitro in učinkovito. Sploh ne boste več pomislili, da bi zaspali nazaj. Dovolite, da vam pokažemo, kako deluje. Tukaj imamo našega prostovoljca Benjamina. Zdaj, ko je čas za bujenje, vstopi budilka Terminator. Brez dremeža, brez milosti. Ampak pozor, če nežno bujenje ne deluje, imamo plan B. Vidite, nobenih izgovorov, nobenega zamujanja. Naša budilka zagotavlja, da ste vsako jutro pravočasno na nogah. Na voljo imamo 3 načine bujenja. Nežno bujenje, glasno motiviranje in direktna akcija. Torej, kaj še čakate? Pokličite zdaj in prejmite svojega Terminatorja. Prvi 3 naročniki prejmejo zastonj čelado. Profesionalna budilka, ker dremež ni rešitev. Končno malo mira in tišine. Pako, očitno so nas prihodil. Upam, da jih še kakšno urco ne bo. Sedaj je čas za modno revijo. Upam, da me ne bo nihče videl, da to gledam. Bi bilo malo sramotno. Dame in gospodje, dobrodošli na Moj brez meja. Vsak kos, ki ga boste videli danes, nosi svoj pomen. Vsaka barva, linija in tekstura so brezskrbno zbrane. Ta revija ni ne v modi, je v samozavesti, po tej, ko se počuti, pa ko oblečemo nekaj, kar nas definira. Zato, dragi gostje, vse spoštite, prepustite in dovolite, da vas popeljemo v svet, ki smo da ne bi nosili. Naj se revija začne. Hvala za pozornost, upamo, da so vas letošnji kosi navdušili. Modna revija. Ma kaj glumiš, dej, jaz grem. Ne, dej, prije, sem se samo hecal. Ma ne, ideš se mi nekaj podi. Dobro, bom pa sam gledal, zvezde plešejo. Zvezde plešajo. Evo ih. Ja, evo, čisto zadnji. A ne vidiš? Don't worry about a thing.
future in our hands. So many dreams, so many plans. Always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears. But never thought I'd walk away. With so much joy, but so much pain. And it's so hard to say goodbye. But yeah, and there we are on every page. Memories I'll always save. Up ahead on the open doors. Who knows what we're heading towards? I wish you love, I wish you love. For you the world just opens up. It's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, we gotta keep moving on. Thankful for the moment. So glad I got to know you. The times that we had, I'll keep like a photograph and hold you in my heart forever. I'll always remember every day that we had, all the good, all the bad. I'm grateful here inside. All the times that we shared, every place, everywhere. You touched my life. From the day we'll look back, we'll smile and we'll laugh. But right now we V opravičilo, ker smo ukradli pohvale iz ravnateljičine pisarne, vabimo gospod ravnateljico in razredničarki na oder in jim predajam besedo. Fantje, prinesli ste pohvale, zato jih kar razdelimo. Spričevala, fotografije in pohvale za dosežke na šolskih tekmovanjih so razredničarki razdelili dopoldne. Čestitali in zaploskali še našim najuspešnejšim učencem, predstavnikom na najvišjih stopnjah tekmovanj ter zlatim bralcem, ki so bralno značko opravili v vseh letih šolanja. Pohvala Kim Kodelja za visoke učne dosežke v 9. razredu. Pohvala Oli Springer za visoke učne dosežke v 9. razredu. Pohvala Evelin Opara za visoke učne uspeške. Pohvala Sari Sosci za visoke učne uspeške. Bronasto Reglovo priznanje prejme Tinkara Nussdorfer v skupini za 9. razred na regijskem tekmovanju iz kemije. Tinkara, prijemeš tudi pohvalo za visoke učne dosežke v 9. razredu.
priznanje za zvestobo knjigi in bralni znački v osnovni šoli. Kronasto priznanje prejme Jan Deržek za dosežek na regijskem tekmovanju iz znanja logike v četrti Kronasto priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike. In tudi ti prejmeš spominsko priznanje za zvestobo knjigi in bralni znački v osnovni šoli. Gaja Pašalič, pohvala za visoke učne dosežke v 9. razredu. In spominsko priznanje za zvestobo knjigi in bralni znački v osnovni šoli. Pa še pa? Pohvalo prejme Patrik Kaščič-Pjaža za visoke učne. Pohvalo prejme Tomas Vit-Marcelič za visoke dosežke. Pohvalo prejme Dušan Plaznik za visoke dosežke v 9. razredu. Pohvalo prejme Anja Gorela za visoke učne dosežke v 9. razredu. Prav tako prejme Anja spominsko priznanje za 9 let opravljeno bralno značko. Tinkara Rebica prejme Cankarjevo priznanje za dosežek na območnem tekmovanju slovenščine. Tinkara Rebica prejme spominsko priznanje za 9-letno opravljeno bralno značko. In Tinkara Rebica prejme seveda pohvalo za visoke učne dosežke v 9. razredu. Nadaljujemo z mladimi igralci, Tenejko Košinek. Amelie Dobrintur. In Loreni Dobrintur. Pohvalo za visoke učne dosežke v vseh letih šolanja pa prejme Tinkara Rebica. Pohvalo za visoke učne dosežke v vseh letih šolanja prejme Dušan Plaznik.
pohvalo za visoke učne dosežke v vseh letih šolanja prejme tudi Patrik Aščič-Pjaža. Nadaljujemo, torej za visoke učne dosežke v vseh letih šolanja prejme pohvalo tudi Evelin Opara. In Tinkara Nosdorfer. Spoštovani starši, biti starš je vseživljenjski poklic, ki ne predvideva bolniške, dopusta, neupokojitve. Zahteva pa veliko modrosti, potrpežljivosti, razumevanja, odločnosti in doslednosti. Dragi starši, na tej poklicni poti vam želim veliko uspehov tudi v bodoče. Ostanite takšni. Dragi devetošolci, ob zaključku vašega 9-letnega šolanja vam iz srca čestitam. 9 let ste rasli, se učili, se smejali, premagovali izzive in skupaj ustvarjali nepozabne trenutke. Vsak izmed vas je pustil pečat in vsak prispeval delček v mozaik osnovne šole Sečovlje. Naj vas na poti, zdaj je čas, da odprete nova vrata, pogumno, radovedno in srcem polnim sanj. Naj vas na tej poti spremljajo znanje, spoštljivost, iskrenost, pravičnost, pogum in vera vase. Srečali se boste z novimi izzivi, za vas neznanimi, srečali se boste z novimi ljudmi, s katerimi boste tkali odnose. Odprite svoja srca tistim, ki prinašajo svetlobo v vaše življenje. In ne bojte se napak. Prav iz njih se največ naučimo. Zaupajte vase in sledite svojim ciljem. Srečno, dragi devetošolci. Če bi dobili 1 evro za vsakič, ko je kdo od fantov nujno moral na stranišče, bi danes govorili s tropskega otoka z limonado v roki. V tak mali prostor strpati toliko ljudi hkrati. Včasih imajo verjetno res potrebo, ampak bodimo iskreni, stranišče ni skrivališče pred odgovornostjo. Upam, da bodo v prihodnje poskusili tam preživeti manj šolske ure kot v učilnici. Škoda, da jim nismo priredili učiteljskega skeča z Dixijem. Ali pa ocene, poznamo vse taktike. Nenadna bolezen, pred testom, statusi, takšni drugačni, skrivnostna izguba svinčnika, odvračanje pozornosti učitelja od ocenjevanj. Ja, si predstavljaš, da bi tudi mi tako bežali. Res bi bilo zanimivo videti, kako prazni bi ostajali razredi. Zdaj pa resno. Počneva? Spoštovane devetošolke in devetošolci, danes stojiva pred vami z zavedanjem, da prihaja trenutek slovesa. To bo najim prvi tak govor in zagotovo eden tistih, ki jih ne bova nikoli pozabili. Ker vas nikoli nisva delili na oddelka, naj vam tudi danes govoriva vsem skupaj. Ste ena generacija, ena zgodba. Prizadevala sva si, da bi vam predali znanje, vrednote in spoštovanje do sebe, drugih in sveta, ki vas čaka tam zunaj. Kako uspešni sva bili skupaj s sodelavci, sva pokazal čas. Danes, ko se poslavljamo, čutiva predvsem hvaležnost, saj ste vi bili najini učitelji. Naučili ste naju odprtosti za drugačnost, resnične, iskrene odprtosti. Pripadate generaciji, ki prihaja.
Od vas sva se naučili brezmejne potrpežljivosti in slepe vere vase in v druge, pa v to, da bo vse prav. Navdušili ste naju z izvirnostjo, celo v opravičilih in prepovedanih stvareh ste znali biti ustvarjalni. V času, ko se edinstvenost pogosto izgublja, ste vi znali pokazati svojo. Hvala vam za to. Učili ste naju subjektivne in objektivne kritike in zavedanja, da si je treba zaupanje, spoštovanje in podporo zaslužiti z dejanji. Pokazali ste, da svoje ljudi najdeš povsod in da niso določeni z videzom, starostjo, spolom ali narodnostjo, temveč s tem, kako se te dotaknejo. Ko jih enkrat najdeš, jih ne zapustiš več. Postanejo del tebe in ti postaneš del njih, zavedno. In tako boste del naju ostali tudi vi. Ponosni sva na vas z vsem, kar ste in z vsem, kar boste še postali. Srečno v nadaljni poti. Spoštovani učitelji, danes smo tukaj z vami, višji, starejši, z nekaj več znanja in kar nekaj zanimivimi zgodbami za sabo. A vse to ne bi bilo mogoče brez vas. Zato vam danes, ko zapiramo poglavje, ki ga bomo zavedno nosili v srcu, želimo najprej reči hvala. Hvala, ker ste bili z nami v vsakem trenutku te dolge poti, ko smo se smejali, učili, borili z izzivi in ocenjevanji, ter odkrivali, kdo pravzaprav smo. Vsak od vas nas je usmeril skozi dvome in nam pomagal postati, kar smo danes. Vsaka ura, ki ste nam jo namenili, vsaka spodbuda in prijazna beseda so bile več kot le del vaše službe. Bile so dar, ki ga bomo nosili seboj na naši življenjski poti. Naučili ste nas veliko več kot le številke, pravila in zgodbe iz knjig. Učili ste nas, kako pomembno je vztrajati, zaupati vase in biti sočuten. Hvala za vse trenutke, ko ste nam pomagali razumeti ne samo učno snov, ampak tudi sebe in svet okoli nas. Pomagali ste nam razumeti, da napake niso porazi, temveč koraki k učenju. Zato danes ne rečemo samo hvala, ampak obljubimo, da bomo vse, kar ste nas naučili, nesli s seboj. Čeprav odhajamo, vas bomo vedno imeli v mislih kot tiste, ki ste nas popeljali iz otroštva v svet. V svet mladosti, pripravljene na nove izzive. Hvala, ker ste verjeli v nas, še preden smo mi znali verjeti vase. Vaš 9A in 9B. Najiskren in prav posebej pozdrav danes namenjamo vama, razredničarki učiteljica Arijana in učiteljica Nataša. Danes je dan, ko se uradno poslavljamo od osnovnošolskih klopi, dan, ki ga bomo nosili v spominu kot konec enega poglavja in začetek novega. A ob tej prelomnici se ne moremo posloviti, ne da bi izrekli nekaj iskrenih besed. Vama, ki ste nas spremljali, vodili in oblikovali skozi ta pomembna leta. Vsaka generacija ima svojo zgodbo, svoj ritem, svoje izzive. Naša zgodba pa je bila toliko lepša, bogatejša in bolj srčna prav zaradi vaju. Bili sta naša opora, naš varen pristan in naša prva misel, kadar smo potrebovali razumevanje. Vsaka na svoj način in prav zato popolni kot ekipa.
Spoštovana učiteljica Arijana, vaša mirnost, razsodnost in ustrajnost so nas učili potrpežljivosti in spoštovanja. Z vašim občutkom za pravičnost in topilo ste nas znali doseči vsakega posameznika. Niste učili le iz učbenikov, temveč tudi srcem, kar smo še kako čutili. Hvala za vsak pogled, ki nam je dal vedeti, da vam ni vseeno. In za vsak trenutek, ko ste verjeli v nas bolj, kot smo včasih verjeli sami vase. Spoštovana učiteljica Nataša, vi ste v razred prinašali energijo, nasmeh in neizmerno predanost. Znali ste nas podbuditi, nas povezovati in poskrbeti, da tudi v stresnih trenutkih ni manjkalo vedrine. Vaša iskrenost in bližina sta pomenili ogromno. Skozi vaša dejanja smo videli, da je učitelj lahko tudi prijatelj, a vedno z jasnimi vrednotami in pravim zgledom. Skupaj ste predstavljali popolno ravnovesje. Dve različni osebnosti, združeni v eni nalogi, biti razredničarki, ki ste dali srce za svoj razred. Z vama ni bilo le lažje hoditi po poti šolanja, z vama je bilo to potovanje tudi toplejše in lepše. V teh letih smo se marsičesa naučili, ampak največje znanja pogosto niso zapisana v zvezkih, temveč v odnosih, ki jih gradimo. In odnos, ki smo ga imeli z vama, je bil nekaj posebnega. Zato vam na danes ne izrekamo zgolj hvala, ampak globoko spoštovanje. Za vsako spodbudno besedo, za vsak napotek, vsako razumevajočo tišino in vsak iskren nasmeh. Danes zapuščamo šolo, a v srcu bomo vedno nosili vaju. Morda bomo pozabili na snov, a ne bomo pozabili občutka, ki ste nama ga dali. Da smo vredni, da zmoremo, da lahko. Hvala vama, ker ste nas ne le učili, ampak predvsem oblikovali kot ljudi. Hvala, ker ste postali del našega odraščanja in upamo, da smo tudi mi vam pustili lep spomin. Iskrena hvala in vse dobro na vseh poteh, ki vas še čakajo. Dragi starši, danes, ko zaključujemo Kaj je zdaj to? Dragi devetošolci, ena čista simbolična malenkost z najne strani naj vas spominja na to leto, na našo temo, da ne boste pozabili, da je vse skupaj en sam film. Ja.
Dragi starši, danes, ko zaključujemo pomembno poglavje našega življenja, bi se radi iskreno zahvalili tudi vam. Vi ste tisti, ki ste nas vse od rojstva vodili, podpirali in nam stali ob strani, ko smo se učili, iskali svojo pot in se spopadali z izzivi. Šola nas je učila računati, pisati in mnogo drugih reči, vi pa ste nas naučili sanjati, se smejati in verjeti vase. Hvala, ker ste vedno znova našli čas za nas, za naše šolske projekte, treninge, nastope in vse male trenutke, ki so nam pomenili največ. Danes je tudi vaš praznik, saj so naši dosežki tudi vaša zasluga. Vaša skrb in ljubezen nam dajata pogum, da vstopimo v prihodnost. Opominjali ste nas na naše sposobnosti, ko smo sami dvomili vanje. Brez vas ne bi mogli doseči vsega, kar smo dosegli in ne bi bili osebe, kot smo danes. Iskreno se vam zahvaljujemo za vse, kar ste in kar še boste naredili za nas. Z neizmerno ljubeznijo in hvaležnostjo vaši otroci. Ob tej priložnosti pa bi vas povabila, da se skupaj poslovimo od osnovne šole in zaplešemo. Every time
Ja, se kleti, Madonca. Vidiš, niso zastojni biti žurja. Ja. Vlada. Dragi devetošolci, spoštovano učno in neučno osebje osnovne šole Sečovlje, cenjeni starši, sestri in bratje. Pa smo ga dočakali. Zadnji dan šole. Na lep, sončen in že kar poletno prevroč junijski dan. Pot do tu je bila dolga in ciljne črte smo se po malem verjetno veselili kar vsi. Otroci, starši in učitelji. 9 dolgih let, v času katerih smo spremljali odraščanje naših otrok in jih počasi pripravljali na svoj prvi veliki korak v svet. Na tem mestu bi se rada zahvalila osnovni šoli Sečovlje. Nekateri so tu že od svojih res prvih korakov in vrčinskih dni, nekateri so se pridružili šele pred kratkim. Vsak je prispeval svoj konček v to zgodbo. Tako otroci kot starši smo čez leta dali skozi lepe in manj lepe trenutke, pozitivne in negativne izkušnje. Pravijo, da je življenje tako. Iskrena zahvala vsem, tako učiteljem kot podpornemu osebju, ki so se iskreno trudili in otrokom omogočili lepe spomine, hecne trenutke, iskrivo znanje in spoštljivo okolje. Ni bila to vedno srečna zgodba večne ljubezni. Vsak je doživljal po svoje. V teku let smo tako starši kot tudi otroci vsakomu izmed vas izkazali hvaležnost ali pa mogoče drobce, o katerih bi bilo vredno premisliti. V osnovni šoli Sečovlje želimo, da stremi k varnemu, spoštljivemu, vzpodbudnemu okolju, ki si ga vsak otrok zasluži, da aktivno podpre odraščajoče v svojih dvomih, dobrih in slabih trenutkih. Zapomnite si, vedno je prostor za izboljšave in generacije, ki prihajajo za to, si jo ljubovno zaslužijo. Še enkrat hvala vsem. Naši dragi devetošolci, raje bi vam rekla dragi otroci, ampak vem, da so ti časi že minili. 9 let šole je dolga, z vrtcem je še daljša. Spremljali smo vaše prve korake, vaš smeh, igro, počasno, a vedno hitrejše odkrivanje sveta. Gledali vaše iskrive oči, polne vprašanj in idej. Hvala vam, ker smo imeli to čast, da smo vas spremljali vsa ta leta. Vem, ni vam bilo lahko. Vsak od vas ima zagotovo najbolj tečnega, najbolj napornega in najbolj strogega starša daleč naokoli. Vem, tudi mi smo jih imeli. Hvala vam, da smo danes lahko tu z vami in da ste sebi in tudi nam pričarali lepe trenutke. Veste, tudi za nas starše se zaključuje obdobje, verjetno bomo mame naskrivaj potočile tudi kako solzo sreče. Starši smo vam s pomočjo šole pripravili manjši poklon, spominsko knjigo, ki jo boste mogoče čez leta prelistali in obujili spomine. Prosim za pomoč. Ja. Ne? Nobene še. Ponosni smo lahko, ko vas tu danes gledamo, ponosne mladenke in mladeniče. Ponosni na vašo srčnost, igrivost. To vedno nosite v srcu, tako kot vse lepe spomine, ki ste jih nabrali v teh letih.
iskrene prijateljstva, ki vam bodo mogoče se obdržale še dolga leta in vas spremljala tudi v odrasli dobi. Poznanstva, ki vas bodo čez čas spomini pripeljala nazaj v Sečovlje, Sečo, Parecak, Dragonjo, Sveti Peter, Magno, v kraje, kjer ste odraščali, ki jih boste nekateri že kmalu, nekateri pa mogoče kasneje zapustili. Pred vami je novi svet, svet odraščanja, novih izzivov, smeha in solz, vsega bo. Naj vas tega ne bo strah. Svet je na vaši dlani in vedno bolj boste sami odločali, kaj bi radi, v čem boste iskali srečo in kje jo boste našli. Pot ni lahka, je pa lahko zelo lepa. In dragi devetošolci, mi starši bomo ob vas. Vedno, ko bo sijalo sonce, ko bo nevihta, mi bomo tu za vas. In domači kraj bo vaše zatočišče, ko ga boste potrebovali. Hvala vam. In ja, čeprav vam je ob teh besedah danes lahko nelagodno, dragi naši otroci, vedite, da vas imamo radi in da vam na vaši poti skozi življenje želimo vse najboljše.
leto in vabim vas ven, da se še malo podružimo.